mene vidi, pa ga intervjujem, pa prav, Pero, to vse se našteva, prav, pa vi uopšte ne znate pjevati, pa prav, Pero, ja. Novinar je vam padel, veš, gasite, sve gasite. In dravo je 10 minut, nek se je prišel, in se tako bi izgleda, vse se je. Čuči, vsi smo posavljamo, seveda. Vse smo bili, ko smo posavljali. Čas smo bili lepi, pa mladi smo se še lepi. To letale slikca? To smo ti, veš. A nisi to sliko nekaj objavil? A veš, to je kazi Mohar je to sliko, ne možeš me, da je bilo izstopa dobljeno. Kaj si mi je pa pokojni, ne? Jedno da je. Ne, pa že kar nekaj let, ko sem enkrat bil tam, pa so rekli, da je nekaj. A si kar mučil nekaj. On je bil pa ena zanimiva kreatura. Zanimiv. Mislim, on je bil pa tako je bil. On je veliko lejo takrat, kaj samo sraje na glavo. Lepo pozdravljeni, mene veseli, da smo se zbrali v tolikšnem številu. Časa res ne moremo zavrteti nazaj, lahko pa obujamo spomine, spomnimo se. Pisalo se je leto 1979, nekaterih od nas takrat sploh še ni bilo, drugi ste imeli veliko manj sivih las in pa verjamem, da nekateri ste imeli veliko več las kot danes. No, in ravno frizure so že od nekdaj pomenile znak protesta. Menda so mladci med vojno z daljšimi lasmi držili naciste, ki so imeli arijsko pristrižene lase. Z različnimi oblikami frizur in s tem tudi imidžem pa so povezane različne podkulture. Tako so rokarji furali svoj slog. Bil je več kot le glasbeni slog, bil je način življenja. Pri nas so se poleg rokarjev pojavili tudi hipiji in pa punkarji. Hipiji so bili prvi, ki so trčili na zgražanje moralistov. V takratno domačo sceno so hipiji prinesli veliko novosti. Frizure z dolgimi lasmi, drogo, pojavile so se prve komune. Uporabljali so improvizirani nakit, indijska oblačila, bohotile so se domače zabave, plesi, disko klubi, nastajali pa so tudi prvi grafiti. To je bila kultura usmerjena predvsem v trenutek tukaj in zdaj. Neposredno iz hipijevske izkušnje ustvarjanja lastnega sloga pa se je razvila punkovska moda, ki je bila ena od temeljnih znanilcev nove podkulture. Najpomembnejši elementi punkovske noše je bilo pravilo tvorjenja oblačil in pa videza po lastni presoji. Kratki lasje so bili po možnosti koničasto razmršani, bili so tudi različnih barv, rozni, zeleni, rumeni. Črn usnjen suknič, okrašen z varigami in varnostnimi sponkami, delno raztrgane srajce, tesno prijete hlače ter veliki čevlji, bulari. Še posebej neznosno so bili videti varnostne sponke, ki so bile za tiste najdrznejše punkarje. Pač zatekali so si jih v ušesa, v usta, v ličnice. Tako, zdaj bi pa kar se navezala nazaj na obdobje 1979. Bilo je v Mostah pri Komendi, zgodil se je pop festival Moste 79. Zbrali so se vsi, no skoraj da vsi. Manjkal je Tomaž Domicel, September in pa Andrej Šifrer. Možno je, da organizatorjem takrat ni uspelo pokriti vseh stroškov, tudi občinstvo je bilo precej pestro. Kot zanimivost lahko povemo, da je Kazimir Mohar, takratni poročevalec revije Stop, si ni upal poslikati, fotografirati uvodnega šova nekaj 10 okajenih punkarjev. Dejal je, da nikoli se ne ve, ali so bili pripravljeni se slikati ali ne, zato se je raje umaknil na varno razdaljo. Igor Vidmar pa je vztrajal, da gre za srečanje ideologij, punkovske in hipijevske ideologije. Daniel Levski se je spraševal, v čem je sploh štos tega nenadoma napovedanega spora ideologij. Menil je, da je dobro, da je punk prodrl tudi na naše pop prizorišče. A danes ne bomo govorili ne o punkovski in ne o hipijevski ideologiji. Pogovarjali se bomo o glasbi. Govorili bomo o pop festivalu Moste 79. Dobrodošli! Poskušajmo pač si orisati ta pop festival Moste 79. Bila je sobota,
po dnevu mladosti. V Mostah pri Komendi se je izbrala pisana množica različnih skupin in posameznikov, ki so takrat predstavljali slovensko glasbeno sceno. Pod odrom pa so se zbrali ljubitelji punka, kopice zapustnelih hipijev, precej pa je bilo tistih čisto normalnih mladih ljudi. Organizatorji so vso zadevo pripravili izredno prizadevno in ambiciozno. Napravili so vse, kar se je pač dalo napraviti, a kljub temu ni v večerni špici pod odrom ni bilo kakih 2000 ljudi. Kljub sproščenosti ni prišlo do resnejših incidentov, kar je na slovensko mlado glasbo in pa tudi organizatorje iz Most bila dobra luč oziroma postavljala vso zadevo v dobro luč. In zdaj pod to luč vabim našega osrednjega gosta, gospoda Janija Kovačiča. Pozdravljeni. Mi smo se na oddaji Klepetalnica lansko leto, ko smo se pogovarjali z gospodom Berotom Lovšinom in pa z gospodom Radkom Lahom in gospodom Stanetom Zarnikom pogovarjali, ali je bil takrat že vaš album, na katerem je bila tudi znana pesem Škofljica, že izdan ali še ne? Ne, takrat še ni bilo. Mi smo takrat hodili okoli in smo ga snemali leta 80 je šel. Mislim, na jesen. Pol tega albuma je bilo živi nastopi, to se še danes sliši, to smo snemali na 2 mikrofona. Drugo smo pa snemali v studiu Radio Študent in pri ta velikih komadih smo mogli imeti vrata odprta, pa ura je mogla biti zelo ponoč, da se nekaj drugega sliša. Tako in dalje, to je bolj izdalo z EKP. Tista plošča je bila taka malo alternativna. Vmes sem pa, mislim, še celo obiskal vojsko. Še ta dogodek sem imel. Tudi sem po Mostah, mislim, da sem pošel kar v vojsko. No, jaz vam predajam besedo. Vam se pa kasneje še navežem z gospodom Stanetom Zarnikom. Vi boste pa verjetno nam kaj zaigrali, pa kaj povedali o tem festivalu. Z veseljem. Beseda je vaša. A je? Srednji gost, ne? A ja, dobro. Glih brelec smo, zdaj sem vse povedal že, tam je, ker sem gledal sliko. Moj nastop je bil malo hecen, ne smem klet, ne? Še ne bom to... Še vam je obliki, morda. No, skratka, ker sem prišel na oder, sem naredil, no, ne vem, najprej sem rekel, ko jebe punk, ne? In pa so oni punki, so začeli kamne metati in tako naprej, flaše in tako dalje, in en je z varigo prišel in je tako udaril si s to varigo, hvala Bogu si je takole okol zavila. No in pa sem pa igral, pa sem lepa tako navdušen, da sem me odnesel v bistvu z odra, tako da je bila ena zanimiv preskok občuti, je bilo v tistih 20 minutah. Tako da mi je zelo lepo spomin ostal ta nastop. Takrat se mi zdi tudi, da se je mečkem prelomilo neko vzdušje pri nas iz tistega občudovanja teh rock bandov, ki so igrali na terasah, se je začelo mogoče mečkem bolj angažirano poslušanje te glasbe. Ker mogoče mlajši ne vedo, ampak na boom festivalih, ki so bili takrat zelo popularni, so ljudje takole čepeli in bandi so igrali po 30 minut dolge komade, solaže. To je bilo tako in mi smo tako kima, zdravani, blazno, fajn se nam je zdel. 3 dni skupaj. Ja, in zgodili se ni pa nič, ne. Mislim, tukaj v punku imate pa že v enem komadu do tako angažmana, ki je tam v celem koncertu. Tako da takrat se meni, da Moste se je malo prelomilo ta način, da publika sodeluje izjemno aktivno. To je nekaj tak moj občutek. Drugač pa čakaj, kaj pa imam jaz tukaj? Jaz mislim, da je zdaj mogoče besedo v Stanetu Zarniku. Ta čas bi pa gospod Jani Kovačič pripravil, pa nam bo kaj zaigral. Ne rabim veliko, ne. Tako da sem lahko tudi kratek. Naj še jaz ne govorim v bistvu vas prijatelje, ne, ker nas je malo manj, ni ravno množica ljudi. Tudi takrat, veste, ko se je organiziral ta festival, ni bilo veliko tistih, ki smo redno poslušali rock, pop glasbo in pa seveda v 70 letih tudi punk. Pa vendar se mi je zdelo prav, da ker je to en večjih
slovenskih dogodkov 70 let, da to nekako obeležimo. Ko sem prvi slišal v lanskem letu znamenja obeleževanja 30 let panka na Slovenskem, seveda nisem dolgo zdržal. In sem poklical Rafkota, pa potem Perota Lušina, pa Igorja Vidmarja in smo šli posnet Klepetalnico. Ta Klepetalnica, to je oddaja na lokalni televiziji, je od posnetih Klepetalnic mi zdi skoraj da najbolj gledana. Tudi zato, ker smo imeli dobrega gosta, ki nam je lahko zares plastično predstavil tisto obdobje, tisti čas rock'n'rolla. V glavnem govorimo o rock'n'rollu, govorimo o punku, o rocku, tista malce bolj lahkotna glasba se pa imenuje pop glasba. No, ampak ki danes ne boste slišali s strani našega glasbenega gosta, on bo neko drugo zvrst glasbe predstavil. To boste slišali sami. Ko sem govoril o mladih iz tistega časa, mladi smo delovali pa ne preveč prisilno. V mladinskih organizacijah, takrat si temu rekli ZSMS, danes se reče kako drugače, ampak v bistvu je samo poimenovanje drugo, mladi so pa še vedno mladi. Takrat smo bili drugačni, danes so drugačni in tista drugačnost pravzaprav med generacijami nas je seveda povezovala in tako je v okviru mladinske organizacije nastal marsikakšen dogodek. Tisti, ki imajo sive lasi bolj po moji meri, se spomnite še zabav v gasilnem dobu v Mostah, teh danes ni veliko prisotnih, mislim, da sem med starejšimi, pa vseeno, tu bom začel. No, od tu naprej seveda smo dobili podmladek, smo dobili mlajše in ti mlajši so se zelo hitro naučili tega posla, te obrti in naredili ta pravzaprav zgodovinski dogodek v Sokolovski jami. Pero Lušin je rekel na Klepetalnici, da je to slovenski Woodstock. In danes, po skoraj 30 letih, lahko trdimo, ker poznamo to glasbo, ker poznamo dogajanja, da je bilo temu res tako. Da so se znane skupine iz Slovenije, pa tudi iz zamejstva, iz Bratske republike Hrvatske, da so prišli na ta slovenski oder na ljubljansko podeželje v Moste pri Komentu. Seveda je zasluga temu to, da smo imeli prizadevne mladce, organizatorje, ki so danes tukaj z nami. Kdo vse so bili, bodo še povedali, ko bodo predstavljali fotografije, tako da o tem morda malce kasneje. Naj povežem še malce sociološko top prostor, o katerem govorimo, Suhodolsko jamo danes in pa včeraj. Pred 29 in več leti je bila Suhodolska jama, tako kot jo vidite na fotografijah. Je bila neka jama, ker se je kopal gramos, opuščena gromoznica, pa seveda malce hribški, levo, desno. Danes pa je tam, so pa tam take kibi, pa še ima druga barva bloki, kar jaz seveda povezujem z glasbo v tem primeru. Znano je, da je pop glasba, da je rock glasba, glasba urbanega okolja. Da smo na podeželju takrat in še danes bolj preigravali harmoniko in pa tisto, kar si je rekel, narodno zabavna glasba. Pa vseeno, navkljub temu, kar bom zdaj malce cinično rekel, so nam tisti, ki danes kraljujejo v grojnem kapitalizmu, nepremičninari, graditelji postavili neki pomnik, urban pomnik v obliki blokov v tem prostoru, kjer smo imeli urbano kulturo in urbano glasbo. Kot sem rekel, malce cinično, pa vseeno, mislim, da bomo lahko mlajšim generacijam povedali, da to je prav zato, ker je bil tam pop festival. Boste rekli malce karikiram, ampak želim to povezati, ne želim, da bi zvenelo tisto, kar je zraslo v jami, kar ne sodi seveda tja, tako tudi. Na koncu naj še povem, da sem preko Rafkota Laha dobil pri gospe Moharjevi v Šenčurju izvod stopa iz tistega obdobja, iz junija leta 1979. No in iz tistega stopa smo potem pri nas doma v Agenciji za okolje naredili te fotografije. Imamo ustrezno mašinerijo in kot vidite, jo nisem izrabil za osebne namene, ampak za neko javno dobro, bi rekel.
No, zahvaljujem se tudi seveda predsedniku mladinskega društva, ki je zadržan, ker mora polagati izpit na fakulteti. Tisti, ki študirate ali ste študirali, boste to razumeli. Naj povem, da nam je gostoljubje ponudila in še vedno nudi gospa Suzana Zgonc. In eno zadnje manjka še eden, ki skrbi običajno za informatiko pa za tehniko. Povseno nam kar gre. Jure Debeljak, ki mora iti na Nizozemsko in če bi še on bili skoraj da vsi. Pa seveda nekaj tistih, ki morda tudi poslušajo to glasbo, ki jo poslušamo tudi mi. Hvala lepa za obisk v Mrovišču. Zdaj, veš, da ti naslov ne moreš, čak samo, če se te spomnim, samo moram tekst gledati, ker ga nastavim več. Ne, vidim. Imaš eno življenje in ti ne moreš, ne moreš živeti brez teh reči. Tvoja mama, ženska zaradi poprečja, ima hišo, ima vrt, ima obrt, ima ljubimca, saj misli, da ga ima. No, ima klavir, ima salon ob 5, je član sindikatov, ob nedeljah pa hodi za vsak primer k maši in pravi si, ne moreš, ne moreš. Človek zaradi tradicije, nikdar ga ni, ima službo, ima družbo, ima rad birokracijo, prisega na sistemske rešitve, ob nedeljah in ob praznikih pa ga lahko vidiš na krajih, kako odkriva spomenike, na krajih, kjer prvič stoji, pravi ne moreš, ne moreš. Ne moreš živeti brez teh reči. Tvojemu starejšemu bratu je že zdavnaj povelo cvetje v predolgih laseh. Veliko govori o svobodi, o revoluciji, o kritiki, o samomoru. Pravi, drogiraj se, bratec, le tako lahko preživiš, kaj ti ne moreš. Ne moreš. Ne moreš živeti brez teh reči. Tvoja sestra si depilira noge, študira v Parizu, zdaj pravi, da študira Pariz, to je svet, omika, kultura, ne pa tole tukaj. To je Evropa, civilizacija, saj ne moreš, ne moreš, ne moreš živeti brez teh reči. Kaj čakaš, čakaš, če pa tak najstniški koncert. Danes seveda ne bi tako da je. Takaj te pa bil takle, kole se slišal. Kaj čakaš, da te čas zagrabi za vrat in te vrže čez prak, kot da te nikoli nikjer ni bilo. Če nič drugega te bodo obdavčili, a ne, saj končno je protest mladih pri nas kič. Saj ne moreš, ne moreš živeti brez teh reči. Zato moraš spremeniti te reči. No, to je bila ena iz tistih časov. No, ta je bila, takrat so vse, kar so izdali, je bil kič, ne. Čeprav je mojster Bojan Damič enkrat lepo rekel, je rekel, poslušaj, Jan je rekel, poslušaj, jaz nič ne zastopam, kaj pojo, vse v redu, ampak če ne zastopam, kaj pojo, oni pa govorijo, ko je pomemben tekst, ne. Tako da je mojster je bil izjemno širok človek.
takih manjka, da so zelo manjka. Oziroma, kako bi rekel, v kleti smo. Videti, malo Milenca sem bila študenta, pa smo živela v kleti, da je bilo fajn, tam v Tomačem, pa so se zezela, se rekla, jo, viš, ki bo umrla, bo vsaj 2 metra višji. Klet, aluzija. To je ena pesnica, ki je celo uspela. Posneli smo jo pa tako na Radio Študent, da smo hitreje pa počasneje vrteli trak. Gre pa tako. Je pa tudi seveda namenjen, takrat bil, ne ve, kako je bilo včasih težko, da so najbolj strahopetni so bili običajno te naši izvoljeni predstavniki na republiki. To je bilo, ne, pa fantje, ne. Dobro, in to je bila ena pesnica za njih, ki gre takole. V meni živi cenzor, vzgojen lepo, kar se le da, in ta me pelje preko težav tega sveta. In tako zgodovina seveda stoji, potem so pa vsi petkov. Vodi me, cenzor moj, ker se pa vodi me. Malo so bili pa tudi cinični, vse so vedeli, zakaj gre. Za vrha so ljudje, kot črke na papirju, a papir prenese vse, kaj ne? Zahvaljujem. Zdaj bi pa jaz, ker sem le povabila gospoda Rafka Tanaha, potem gospoda Korbarja in gospoda Ovčakarja, da bo si jo, bi rekla, prerezali trak, sam nimamo traka, ampak da bo jo povedali kaj o razstavi, oziroma o vseh slikah in pa uradno otvorili razstavo slik. Kar izvolite. Najprej bi rad se zahvalil za tole povabilo, če smemo imenu nas vseh treh, oziroma tudi ostalih fantov, ko so tam nazadej. To se pravi v imenu Matjaža, v imenu Milana, v imenu Joškota, v imenu Braneta. Za mene je morda danes presenečenje, ker sem tudi tukaj srečal nekaj starih prijateljev, moja profesorica Miljeno mimogrede, ki ni nič povezana s pop festivalom, oziroma Mačkano pa je. Pa nekaj mojih učencev, Ano, pa Jelko, pa mojo kolegico Suzano, ki je šef tega mravlišča, kogar sem slišal, pa podžupana naše občine Braneta in tako naprej. Prosim? Naše občine. Jaz sem občan občine Kamnik in Skrič. Dobre. Ja, dragi obiskovalci, slovesno otvarjam eno izmed najbolj zanimivih razstav v občini Komenda do sedaj. Vabljeni na ogled. Se pa zelo dobro spomnim nastopa, Janjevega nastopa. Je veliko samo njem povedal.
Ja, nekako se spomnim, da smo si zelo želeli, da bi Janja dobili na festival. No, to nam je uspelo. Se pravzaprav, ko si rekel, da je toliko časa od tega, Jan, in si izkoristili. Kaj bomo drugo? Sunca je veliko lepitarke, da izhodi. Jan je pravzaprav tisto začetno razburjanje, ki ga je omenil, množica, ki jih je mečkano sprovociral, tem jih je pa vodil, nedobesednih je vodil, kot neki dirigent z odra dol. Ja, ti se bilo na koncu vsi pet, pa Škofeljci je bilo tako, da se sam špilal še. Mi smo takrat v Klepetalnici dva nastopa izpostavili, kjer je publika polno sodelovala, tvojega pa Perotova oziroma nastopa. On je bil tudi fajn, ja. V teh dveh nastopih je množica dihala, ne? S teboj pa z njim. S tem, da si ti že zelo zgodaj nastopil in je bilo težje zate, ne? Zvečer je lažje morda manipulirati z množico, kaj misliš? Tam v enih 9. Zvečer so pa malo trujeni. Mislim, ni kakšnega pravila, recimo na teh rock festivalih, kako ste bili, ne, a ver, ko publika po 2 urah skače, kaj nora, pa prijem dober band. Oni pa še vsi tam, ne. A imaš še to kitaro? Ti mislim, da ne več. Tole, čudna štorija, enkrat to mi Lačni Franc so me povabili nekam in potem sem delal na umnosti in sem jo tako metal v zrak na veliko navdušenje publike in pa sem me pa začel na odru, ker jih je bilo več porivati in pa enkrat nisem ujel. Kar me je pol povzročil kar hudo zagato, ker mi je zmreno sem nekaj bolj borno, nama je šlo, ni šlo tako fajn in to bi kar velik strošek, ker je bila velika neumnost. Je pa treba povedati, ne, da ozvočenje recimo tega koncerta je bilo za tisti čas fantastično. Aco Razbornik je ozvočil cel koncert, on je imel takrat edini, pravzaprav večji snemalni studio v Sloveniji, v Ljubljani, v Tivoliju. V Jugoslaviji celo, ne. In je to delovalo takrat fenomenalno. Glede na, a veš, glede na velikost prostora, ne. Da se tako da bo šlo ozvočenje takrat. Ja, ker je direkt del Rador Pelok je bilo. Blazo drago je bilo ozvočenje in... Velika fešta, pa je na Berlinsko moste direkt. Če bi ne bi avion prišel, bi bil mir brez ozvočenja ostati. Tako da takrat, jaz vem, da je bil to Delež najboljše ozvočenje, pa še par let, na kjerom sem nastopil. Mahno zaradi tega, da ti rekel, da vam ni bilo treba toliko plačati. Ja. To je, kar je. Pisal sem pa je. Šala. Je pa treba povedati, ne, da ozvočenje recimo tega koncerta je bilo za tisti čas fantastično. Aco Razbornik je ozvočil cel koncert, on je imel takrat edini, pravzaprav večji snemalni studio v Sloveniji, v Ljubljani, v Tivoliju. V Jugoslaviji celo, ne. In je to delovalo takrat fenomenalno. Glede na, a veš, glede na velikost prostora, ne. Da se tako da bo šlo ozvočenje takrat. Ja, ker je direkt del Rador Pelok je bilo. Blazo drago je bilo ozvočenje in... Velika fešta, pa je na Berlinsko moste direkt. Če bi ne bi avion prišel, bi bil mir brez ozvočenja ostati. Tako da takrat, jaz vem, da je bil to Delež najboljše ozvočenje, pa še par let, na kjerom sem nastopil. Mahno zaradi tega, da ti rekel, da vam ni bilo treba toliko plačati. Ja. To je, kar je. Pisal sem pa je. Šala. Jani, takrat si veliko nastopal v tistem času tvojem, ne? Ja, veš, pol nekako od 85. leta, lahko rečem, so bila moja zlata leta, kar se tega tiče. Pa so se začeli pa malo razmere sprejati, oziroma jaz sem začel spreminjati malo ta pristop v glasbi, ne več toliko, kot je bilo tukaj. In drugi so hvatili pa še vedno, da igram na ta način. Takrat je bilo pa ja, mi smo živeli od tega nekaj časa, ker nisem službe dobil, ne. Tako je nastala pesnica Delam, ne. Tako, ne. Drugače pa tako, po šolah, ne, v Kamniku, Čakirk, v Radomljah je bilo enkrat tukaj pri vas. Res v Komendi, ne več pol, ker nekaj let niste smeli nič delati. Kakor se jaz spomnim.
Okoli, no, tako. Pač pa vse te kraje, ne, okoli, pa smo obdelali. In običajno je bilo to v šolah, v razredu. In v šoli bo treba, v 7 se začel, v 9 se bo nehati. In tako, vedno je kar ogromno ljudi prišlo. Pa ni to razlog, da si še vedno v šoli? Zdaj sem pa še vedno v razredu, vidiš? Zdaj sem pa še vedno, ja. Viš, to se me drži razred, od takrat. Ja, Jani je za tiste, ki ne veste, najbolj priljubljen učitelj na Bežigrajski gimnaziji. Hvala lepa. Jaz bi si došla. Da če bom rekel. Tole na lepem prijazni, te so bili pa izjemno, takrat so bili izvrstni. Če od tekdaj slučajno našli kakšno njihovo ploščo, boste videli, da so bili glasbeno, so bili po moje takrat deleč najbolj zanimivo ansambl. Mislim, da smo šli mi trije, no? Popravite me, če bom narobe povedal. Navadi njihovo. A veš, mi smo dobili cel kup nekih prijav, kdo bi želel na festivalu nastopiti. In med njimi so bili tudi oni. Kdo pa je slišal na nihče, ne? In smo rekli, bomo mi kot neka selekcija. Bomo šli mi preveriti, kako igrajo, če so primerni za na festival. In so imeli nekje z Bežigradom, so imeli oni vaje, veš. In mi smo tja prišli, pa zdi se mi, da smo se cel dan vozili, ne vem, ki je vse, in smo bili utrujeni, ne? In smo tam zaspali, tisti. Res, zaspali. Nismo se prav kaj zmenili, ja, nismo se prav zmenili. Ampak so pa odlično tisti naredili na Andrej Trubenta, slikar, sploh ni, že prej šel kako nekaj dana. On je, po mojem mnenju, on bil takrat najbolj izrazit vokalist, izjemno, mislim, za tako zvrst, ki se je takrat bojila, sam njega, mečke druge stvari so ga malo odnesle. Aha, druge stvari. Ja, ne vem, kako bi rekel, drugače pa ta muzika je bila pa izjemno zanimiva, še danes je zanimiva. Tako če te kdaj kje naletel, no. Imeli so zelo dobrega besista. Ja. Sršena, ne? Ja, pa sploh so bili, mislim, tako kot celota se mi zdi, no tako, tudi izjemno moderno muziko so špilali takrat. Sam punk jih je povozil, nekaj je bil bolj simpel, pa bil udaren. Zanimivo, da. On je pa tekste pisal, ne, in so bili taki teksti čist. Da nisi vedel, a preveč kadi, ali kaj je bilo. Ne, tako, mečka je bila zagata, ne, to pa že. Ker punk je bil pa, to je bilo pa direkten, tam pa ni bilo nič tistega, nič takih opojnih substanc, tam je bilo pa straight, ne. Ti parafi, ne, tam čisto na zadnja slika na te stjeni. Parafi iz reke, ne. Nas kot organizatorje so zelo strašili, da bomo imeli z njimi problemi. Jaz se spomnim, da smo jih šli pobrati na železniško postajo v Ljubljani, ne? In je res malo prorožljali dole z vlakom, ampak potem ni bilo tako hudo, no. Sam so pa nekaj protipočajni, kaj pa so? Ja, oni so imeli takrat eno pesem, nijedno k nema bolje kot naše milicije, ne? In to je bilo za tiste čase preprosto provokativno, ne? In politično nesprejemljivo, ne? In zaradi tega smo bili mečkano tudi okupirani, ne, strani policije tam v Porogovi. Pa to je vete govoriti. Ja. Ja, tako. To pa je zanimljiv stopok, ki je pa to še popravil, pa je v redu. Sej, jaz mislim, da sploh ni bilo slabo, da so fanti v redu nastopili. Ne, sej za sport je bilo dobro to. Izjemno profesionalno za tiste čase in razmere. Zdaj berem, nekateri ljudje zdaj pišejo na te teme dizertacije, magistrske naloge, doktorate in so tudi oni omenjeni in imajo jih v čislih kot zelo eminentno punk skupino za tisti čas. Jaz mislim, da so bili za punkerti, skoro se upo reči. Še kakšen prlet. To drugi, no, nekako znotraj tega vala, ne. Pa še nekaj naredil to, da je to postalo, da je punk postal jugoslovanska stvar. To se mi zdi tudi bilo zelo važno. Pero Rušin je takrat rekel v klepetalnici, da bi temu festivalu dal rajš naslov rock festival, ne folk festival. Ne? Čeprav recimo, če pogledamo, ne, Janijev nastop, Parafe, tukaj pa recimo neko skupino 12. nadstropje,
Ne, so bili to kar različni stili, ne? Meni se pa zdelo to, vsaj danes se mi zdi, da je bilo to provokativno takrat, zato ker danes, ko prevladuje množična kultura, to ni več provokacija, takrat je pa bila, takrat je pa vse, kar je bilo pop, je bilo manj vredno, ne? In v bistvu znotraj tega se mi zdi, da je bilo to, takrat je bila ta provokacija. Dost pa pogledajte, posod v vseh cajtangih ni več kulture, ampak je pop kultura, ne? Tako, koliko je to prodajalo, ne? Takrat je bilo pa to, no, kaj se pa grete, ne? Zdaj, od te skupine, ne vem, spomnim se tega dolgolasca Gal Hartmana, ne? Je Gal Hartman, ne? Nekaj smo mi spoznali tudi fakt. Pa v nekaj Martin Žvelci v zadnjem, ki je s tem zelo Žvelc je en od nas jaza, on se je bolj v tehniko snemanja dal in popravlja te snemalne aparate in je tukaj ta glaven pri nas, ne, začel je pa tukaj, ne. Tukaj je tudi Hvale igral, da, ker... Da, se so bili nekako, glavne so nasprotje, nadstrok je pa nekaj tam. Ampak na tej fotografiji vidim, da ograja je bila, ne, v zadnji, vidiš? Ja, sam prav želiš to, ja. Ampak tako, ja, ni mogo iti, ne. Koliko je banka? Mogoče ne bilo brezplačeno gledati, na svojo stran. Da, ni bilo potrebno, ja. Se so za ograjo tudi varnost početi, Si se spoznal, ne? Ja, v tole, ki si omenil, te pop-bendi, ki so igrali, ne, oni so vladali, pa so igrali pa tako hladno so igrali, tako, a veš, terasa sistem, a veš, tako so že bili, niso želeli skoro nič riskirati, pa običajno so igrali tuje hite, ne. Takrat pa to ni šlo, ne. Ni šlo več, no, kako bi rekel, ni bilo to, takrat so ljudje hoteli nekaj novega, ne. Strinjam, ne. Tako da so kar malo, so bili pa vešči, ne. To je bil pa neke vrste bolj akustični ansambl, ne, Sedina. Zdaj pa ne ima, oni še obstajajo. Ne več. Naša zgodovina je malo njihova, takrat prična. Meni se zdi, da takrat, ko so prvi nastopili, so bili oni nedvomno na špici svojega delovanja, pa še par let in takrat so tudi te najboljše komade, ki so jih na te dve plošče, to je zdaj kasneje pri Helidonu in mislim, da so takrat vedeleč najboljši, no, in so imeli tak izjemno zanimiv pristop. Veno Dolenc, ta prvi, ki ga vidite, ne? Pa Melita, ne? Ja, je Melita, to je bila takrat mož pa žena in to je bila gonilna sila, ne. Drugače pa Tagan je bil pa tam tale zvučali, ki je bil kontrabasist, on je bil pa nekako muzikalno najbolj zadržen. Melita, ona je bila študentka. Eden od njih je bil na pedagoški. Vete, če te kdaj slišali od njih? Ona je tudi študirala, ne vem, če je končala. Zdaj lepo z Janjem osebno. Mislim, da to, ker je takrat je bil folk popularen tega, ne vem, če ste spomnite tega. On so bili zelo dobri, če se tega tiče. Tudi zanimive vaje so bili. Tako da tamle so še na eni sliki so se mi zdi, niso. Oni? Niso še na oni strani so. Ja, tam so še na eni sliki so skratka. Strašno zanimivi so bili, so pa zelo tak, flauto so imeli, kitaro so imeli, kontrabas, zelo nenavadne violino. Zelo so bili igrani, se spomnim. Ja, tudi zato igrali so po notah in tako naprej. S kom bi jih primerjal danes, recimo, približno, ne? Tako da imajo občutek ostali, kaj jih ne poznajo. Take skupine trenutno sploh ni. Bolj je bilo, recimo, Hladivo konj in voda so nadaljevali to smer. Bolj je bil Epitaf, recimo, ena taka skupina, ki ste je danes. Že. Danes ni, veš, ni. Ne vem, po mojem ni, kaj bi bilo. V tujini bi mogoče bili, kaj so oni, Cardigans, kaj tazga, kakšna irska ekipa. Rekel, Ringstfarm, Hereford Convention. ja, tu nekako, oni so bili tu nekaj, ja. To so bili oni. Zdaj, to mladi ne še vete, kaj govorijo. Ne poznajo pa verjetno vse nedeli, ne? Ja. To je, da smo tukaj. Pero, ne? To. Pero pa smo mi, ne vem, Milan, če se spomniš, mislim, da en dan prej, ali 2 dni prej, to nisem prepričan, smo šli na festival študentsko naselje. Nekaj bilo 18 000 zraven. In da se šli.
Pankrti so igrali v študentskem naselju, dan, dva prej, pred festivalom v Mostah, in mi smo šli tja pravzaprav delati reklamo za naš festival. In je rekel Pero pred odrom, prav polepte me celega, kjer smo imeli nalepke. Nalepke pa festival Mosti 79 in smo celega polepili z nalepkami, veš. In je tako prišel gor, In na koncu je povedal, vabljeni na festival Mosti 79. Smo je bila potem kriza, ko sem mislil, da v Mostah pri Ljubljani. To je bilo malo zadrege, ne, za tiste, ki so šli na festival. Ja, drugače pa Pero je povedal sam, ne. Ko so ti politični vrhovi se poglobili v besedila njihova, ki so jih prepevali na tem festivalu, so oni dobili prepoved za približno leto pa pol, niso smeli nikjer nastopiti. To so pa tiste dileme, ne? Kdo je prvi začel z osamosvojitvijo Slovenije, ali 57. številka Perupel, ali morda celo Pero Lušin. Ali 18 leta 20. Ja. Pa ne imel takšne, veš, Milena. Metka se ne more več... 57 številke ni prav, Jaz sledim tem besedilam, tako da imam malo drugačen pogled, predvsem pa ta 30-letni, tako da vidim tudi razvoj. Seveda, samo oni so v vsakem stavku nek strah zvidel, Veški so ga tudi potencirali, so taki seizmografi, ampak recimo mogoče edini Jan Idej izmed njih avtorsko se izoblikoval, napredoval in imel različne začetno fazo, srednjo, pa zdaj je to zrelo fazo, ker še čaka faza modrosti. Ne, definitivno se razvija in zato ljudje pričakujejo, recimo, ko gre na kakšen nastop, da bo tak, kot je bil 30 let nazaj, da se v bistvu nič ni spremenilo, da je škofljica, da je delan, žare lepotec in v bistvu ne sprejemajo tega njegovega avtorskega, recimo, razmišljanja socialne tematike in dejansko je mogoče edini, ki je ohranil socialno tematiko ves čas svojega ukvarjanja 30 let. Medtem ko Pero je spremenjal, ne, tega? Ja, Pero je v bistvu pleasure princip zbral v svojem življenju. Za vsak primer je še hodil k maši. To moram povedati, Pero je bil strašno, on je za familijo strašno, ne? Za familijo pa za vsako kiklo, ki mi pride, no, zdaj so punce v hlačah, ne, malo drugače. No, on je strašno, on ima kult familije, goji to. In to je hecet, ne, v njemu je ena taka dvojnost doma, ne, na ene strani je punkar, na ene strani je babjek, ne, kot se temu reče v ta starem, ne, a na drugi strani družina, vrednote družine, skoraj bi rekel, oni so vedno hodili gledati jaselce, ne, z otroci k frančiškanom in tako naprej. Taka dvojnost je, ne, cel čas bila v njem. Po drugi strani je pa Pero tako genialno prostodušen. Mislim, kaj da mu še zameriti ne možno. Mislim, on je tako prostodušen. Glih prej sem bral en dogodek, ki smo bili v Zagrebu in novinari Zagrebške televizije se vsi namestijo, da ga bo intervjuval. Bil je prvi koncert punka v Zagrebu in pa se vsi namestijo, da ga bo intervjuval. In pa novinar se tako postavil zraven in prav, pa vi uopšte ne znate pjevati. Pero reče, ja vem, ne. Novinar je ven padel in rekel, gasite, ne, in je rabo 10 minut, da je vse prišel, ne, vam je hotel tam pred kamerami dokazati, da ne zna pet, ne, Pero prav, ja vem, no, zdaj kaj te še zanima. In s to svojo, mislim, prostodušnosti, on dejansko zmore, da lahko poje danes te pesence, ki jih poje, ne, a hkrati še vedno je punkar, zato, ker je tako prostodušen, da bo je to. V tem je pa res, mislim, tukaj bi se mogli Slovenci veliko naučiti od njega. Tako hitro se da privlačiti. Ja, to, ampak da z neko tako širino in prostodušnostjo to počneš, ne, to bo fajn. Po drugi strani je pa pleasure princip. To pa poje tudi, da je rekel, je hotel imeti angliški band, da bo pel pornografske pesence v angliščini, ne, zdaj imamo tam, ne smemo teh verzov prepodvati, ne, ker mladina, ne, in pa je mislil, kako bo to zažgalo v angliščini, pa smo pa rekli, poslušaj, takih pesenc ima pa tam toliko, da nima smisla te kvantarije, ne, te ogromne.
Pa Matjaž še zapove, ne, o tem sam zdaj pove tisto, što je, ne, Zlatko, Katlina. Ja, oni so pa edin band, ki je zahteval veliko znarja, ne. Zdaj, v številkah ne vem, ampak vem, da takrat iz mize sem nam pol pobral dol, ker skolim naštel tisto vsotok zahteva, ne. In oni so zgodaj odpeli in so poli takoj šli pod nar, pa gremo, šport so bili z Gorice, ali šport so bili z Kopra, ja, no. In se tako za oni en električen zamlok je zahteval znar. Pač smo jih zbačali, pa so šli. Stalo je bilo tako prijateljsko. Ja, veljali so takrat oni za take rock heroje. Ne, sam so pač bili biti slabo. Ne, ja, veš, to je pa pri teh bendih vedno, ne, ker jaz se spomnim vsi te bendi, ker ko smo pol igrali z njimi, ne, prvič so igrali tako hladno, ne. In vse, to je tisto, ki smo se enkrat pogovarjali, kaj boš imeti, znati, ali dober inštrument imeti, ali znati igrati, ne. Boš imeti dober inštrument, ne. No, to so te bendi, ne. In so imeli tako dobre inštrumente, ki je pritegnil on, ne, mi pa da tele cvirnece, to si lahko umrl zraven, pa bend ni opazil. Tole sem te vaš poslušal izdal, ampak zdaj ni več, sem pa presnel, je pa ta gretelski iz tistih piratskih, gretelski iz časov, od Škofice, pa tako naprej, in tak pregled. Se mi zdi, da... Jaz bom predlog fotka. A ja, yes! Predlog? Ok, da izmenijo, če ne daš dobiš. Ja, to je tisto, če ne daš dobiš. Ej, se je